Kot se spodobi, sva se s sogovornikom takole simbolično za tale pogovor dobila pod uro. Zraven pa, kot dobro vemo, stara avtobusna postaja, eno najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v Sloveniji, ki se torej 24. avgusta seli na novo začasno lokacijo. Takrat bo predvidoma začela delovati začasna avtobusna postaja. Selitev seveda sledi skorajšnji celoviti prenovi tega območja, ki med drugim predvideva tudi razširitev Masarykove ceste. Kaj se torej za potnike spremeni s 24. avgustom in kje pravzaprav natančno bo ta nova začasna avtobusna postaja? Tako kot ste sam že v uvodu povedal, se bo začasna avtobusna postaja Ljubljana nahajala na področju nekdanjega ali dosedanjega parkirišča Slovenskih železnic, to je vzhodno od zgradbe Slovenskih železnic in se pravi, bo predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici. Za potnike se spremeni to, da se nadgrajuje, ker dejansko stanje na avtobusni obstoječi postaji je že postalo problematično, glede na to, da se gradi vse okoli. Bojo potniki dobili tukaj zagotovitev večje varnosti, prav tako sami prevozniki, postaja bo pretočnejša, preglednejša in tudi za ostale uporabnike avtobusne postaje absolutno bolj prijazna. Glejte, kritiki opozarjajo, da bi začasna postaja utegnila ponuditi slabše pogoje kot tale obstoječa. Bodo potniki za enako ceno tako dobili morda tudi slabšo storitev? Ne, to absolutno ne. Ravno tako, kot sem že prej omenil, z prestavitvijo na začasno avtobusno postajo Ljubljana bojo potniki dobili storitev, ki bo mnogo boljša, prijetnejša, uporabnejša, enostavnejša in seveda varnejša. Tako da absolutno je ta selitev nadgradnja oziroma kar zgodovinska nadgradnja te sedanje postaje. Kako pa bo poskrbljeno za orientacijo potnikov? Tukaj mislim seveda tudi na starejše, tudi invalide in pa turiste, ki uporabljajo tako redne notranje, pa tudi mednarodne povezave, ne? Ja, začasna postaja bo prilagojena tako za invalide, kot se pravi ostali del potnikov, turistov. V Enomagu in Slovenskih železnicah bomo pred začetkom obratovanja nove postaje poskrbeli za usmerjevalne table, potem pomagali bomo jim seveda z študenti oziroma koordinatorji, da bo to čim bolj enostaven ta prehod za njih in seveda preko sredstev javnega obveščanja. Vsak, ki uporablja določeno linijo avtobusnega prevoza, pozna svoj vozni red. Se morda spreminjajo tudi vozni redi? Sami vozni redi se ne bodo spreminjali, dejansko operativna izvedba izvajanja javnega potniškega prometa ostane enaka, ker kot poznavalec stare avtobusne postaje Ljubljana ocenjujem in menim, da pri takem prehodu je potrebno čim bolj enostavno prestaviti te zadeve, da ne potniki, da imajo čim bolj enostavno pregled nad to novo postajo, tako da glede tega ne bo sprememb. No, Ljubljančani opozarjajo, da je promet okoli tega območja že zdaj zelo obremenjen. Pričakujete kaj dodatnih težav s prometom, sploh ker napovedujete tudi, ne, da bo na novi lokaciji skupaj 46 avtobusnih peronov, kar je seveda več, kot jih imamo zdaj. Ja, jaz sem izredno zadovoljen, ker za to nadgradnjo, za temi dodatnimi peroni bomo ravno dobili to, kar se dejansko pojavlja strah med ljudmi ali kakorkoli. To število prihodov in odhodov avtobusov na avtobusno postajo Ljubljana, z temi peroni dodatno mi odpremo pretočnost avtobusne postaje, kar pomeni, da se zmanjšajo zastoji na obstoječi dovozni cesti z novim križiščem, ki bo narejen tako, da bojo ti uvozi, izvozi čim bolj enostavni in lažji. Menim, da bo z tem promet, pretočnost prometa samega tako na glavni cesti mnogo boljša in varnejša. Kako pa je s samimi storitvami? Bodo na tej novi lokaciji na voljo vse te osnovne storitve oziroma vem, da uvajate tudi nekatere nove, ne? Ja, drži.
za to spremembo se vsi skupaj, tako kolegi Slovenskih železnic na Umagu in seveda se potniki veselimo tega, da bo možnost uvedena plačevanja z bančnimi karticami, da ne bo več tako, kot je bilo do sedaj, samo gotovina. S tem bo mnogo bolj prijazno do potnikov in seveda poskrbljeno bo tako z blagajnami, kjer bo 5 prodajnih mest, prometni urad in vse te spremljajoča infrastruktura na sami postaji, da bojo potniki čim bolj prijaznejše in enostavnejše prišli do svojih storitev. Kar nekaj priprave poteka v tem času seveda in gotovo vas skrbi, kako bodo potniki reagirali nad novo nastalo situacijo. Kaj jim svetujete vsem tistim, ki bodo potovali v prvih dneh po selitvi? Iz samih praktičnih izkušenj dosedanjih svetujem, da spremljajo seveda vsa ta obvestila, ki jih bomo s Slovenskimi železnicami in Umagom postavili na tem območju, da bojo čim bolj enostavno našli ta nov prostor. Tako da to svetujemo najbolj, da spremljajo te obvestila, da berejo ta obvestila. Mi jim bomo poskušali to čim bolj enostavno ponazoriti, da bo čim manj nejasnosti. Koliko časa pa bo avtobusna postaja delovala na tej začasni lokaciji? Sprašujem tudi zato, ker so v sklepnem delu gradnje potniškega centra Ljubljana arheologi v dobrem mesecu dokumentirali številne grobove severnega emonskega grobišča. Severno emonsko grobišče pa se, kot vemo, razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Sama začasna avtobusna postaja Ljubljana je urejena tako, da zagotavlja, to, ko sem že povedal uvodoma, varnost, pretočnost in vse. Seveda obratovala bo do izgradnje novega potniškega centra v sklopu teh gradenj in do takrat bomo to delali tukaj dobro, kvalitetno in varno. Kako je pa z arheološkimi izkopaninami? To sem seznanjen iz sredstev javnega obveščanja in to, kar ste že sam povedal, kaj se bo dogajalo tam na tem območju, ne vem vam povedati v tem trenutku. Hvala lepa za tale pogovor in želim vam seveda uspešno delo. Hvala tudi vam za povabilo.